V prostem času sem rada na telefonu. Kaj mi vi priporočate za večjo varnost na telefonu? Mobilni telefon in razne socialne omrežja so odlična priložnost za učenje, spoznavanje ljudi in za ohranjanje stikov s sošolci in znanci. Čeprav otroci in mladostniki uživate ob klepetanju na internetu, pa internet v resnici ni tako nedolžna zadeva. Pri uporabi interneta je potrebno biti zelo previden, še posebno, ko se v klepetalnicah pogovarjate z osebami, ki jih sicer ne poznate. Vse osebe, ki jih srečujete na spletu, namreč niso poštene in nimajo vse pravih namenov. Zato svetujemo, da na spletu nikoli ne deliš svojih osebnih podatkov, kot so naslov, telefonska številka, šola, ki jo obiskuješ, ali pa celo številka tvojega bančnega računa. Boljše je, če na socialnih omrežjih vedno uporabljaš vzdevek. Opozarjamo pa vas, da se za lepo prikazno sliko na družbenem omrežju lahko skriva kdorkoli. Kmalu lahko ta spletni neznanec postane tvoja zaupna oseba, s katero se lahko pogovoriš o vseh težavah, ki jih imaš. Sitno mamo, s še bolj zateženim očetom ali pa z nepošteno učiteljico slovenščine. Ne glede na to, kako prijazen je ta prijatelj in koliko časa ga že poznaš, so te spletni prijatelji v resnici neznanci, tujci. Oseba, ki se na spletu izdaja za tvojega vrstnika, je lahko v resnici stara 50 ali več let. Zato ti svetujemo, da staršem vedno poveš o svojih novih spletnih prijateljih, pa tudi, če na internetu naletiš na vsebine, ki te vznemirjajo. Opozarjamo te še, da na internetu nikoli ne pošiljaš svojih fotografij, še posebno ne tistih, na katerih si pomanjkljivo oblečen. Nikoli namreč ne veš, kdo se skriva za profilom in kaj bo s temi fotografijami počel. Zapomni si, fotografija deljena ne vrne se nobena. Če se želi tvoj prijatelj s teboj srečati v živo ali pa ti kaj obljubi, se o tem posvetuj starši. Taka osebna srečanja in povabila so lahko zelo nevarna. Hkrati pa se starši posvetuj, tudi ko te na internetu nekdo izsiljuje ali pa se s teboj želi pogovarjati o stvarih, ob katerih se ne počutiš prijetno. S to osebo prekini komunikacijo, pogovorov in fotografij pa ne briši. Najbolj važno pa je, da si zapomniš. O vsaki neprijetni situaciji, na katero naletiš na internetu, se nujno pogovori starši, učitelji, strokovnjaki ali tudi policisti. Vsi skupaj ti bomo pomagali.